Danes v Pomurskem dnevniku Božiček obiskal BTC. Štorklice v nove prostore. Predstava Božična noč. Spoznavalko o sibirski fitomedicini. Vreme, jutri precej jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V soboškem BTC-ju je že cel mesec praznično vzdušje s pestrim programom. In nič drugače ni bilo niti včeraj, ko je BTC obiskal Božiček. Tiste pridne, pa tudi malo manj pridne, je včeraj v BTC City Murska Sobota obiskal Božiček, ki pa je imel, kot pravi, težko pot do nas. Sedaj imam tukaj pri vas še probleme, ker ni snega. Svoje jelenčke sem moral pustiti nekje v okolici Dunaja in potem sem prišel sem nekaj z vlakom, nekaj pa celo z helikopterjem, sem v Mursko Soboto, so me pa pripeljali. Je zato, da ni snega, mogoče krivo, da nismo pridni? Ne, vi ste že pridni, ampak tale zima, ta pa vedno nekaj pozabi. In letos je zaspala ravno takrat, ko bi moralo snežiti tukaj v Prekmurju. Seveda so najbolj navdušeni nad Božičkom v BTC-ju bili ravno najmlajši. Otroci si povsod po svetu želijo daril, mislim pa, da je prav, če se včasih starši malo zamislijo, pa včasih pogledajo eden drugega in potem vidijo prijazne obraze in to bi jim moralo veliko pomeniti. Obiskovalcev v soboškem BTC-ju pa ni razveselil samo Božiček, ampak tudi ribič Pepe, s katerim so lahko zapeli in zaplesali. Mislim, da to že 5. leto in kot vedno super. Čakali smo na Božička, zabavali smo se, prepevali, plesali, risali, tudi par stvari koristnega naučili in jaz mislim, da ta zgažura, kot je v Murski Soboti, ni nikjer drugje na svetu. Tako ribič Pepe kot Božiček imata za vse otroke, pa tudi tiste starejše, dobre želje ob praznikih. Otrokom želim, da bi bil svet, v katerega prihajajo, vsaj tako lep, kot je bil naš, da jim ne bo treba skrbeti zaradi vojne in da se bodo imeli radi. Vsem vašim gledalcem in vsem ljudem želim veliko sreče, zadovoljstva, naj se imajo radi, veliko se smejte, kajti smeh je pol zdravja. Srečno novo leto vam želim. Judo klub Štorklice je bil ustanovljen leta 2014. V 3 letih so našteli že številne uspehe, tako doma kot v tujini. Zdaj pa se selijo še v nove prostore. Kam in zakaj, nam bo povedal predsednik kluba Zoran Kos. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vam. Da, v 3 letih smo si priborili nove prostore. Se pravi, tu se moram na tem mestu zahvaliti sponzorju BTC City Murska Sobota in se pravi BTC-ju v Ljubljani, ki so nam omogočili izvedbo teh stvari. In se pravi, v 3 letih priti do takih odličnih prostorov za neomejeno vadbo je v bistvu čudež. Tako da sem zelo hvaležen vsem, ki so nam pomagali in sedaj pa nas čaka pravo delo z otroki in se pravi našimi mladimi judoisti za naprej. Kot ste dejali, torej selite se v soboški BTC, če mogoče peva kam konkretno, oziroma kje v BTC-ju vas najdejo? Da, ta dvorana se nahaja v prvem nadstropju. Stoji med baby centrom in igralnico, tako da je igralnica zraven, baby center tudi zraven, potem je še restauracija na drugi strani in tudi zdrava prehrana je blizu, tako da en sklop nekako se zaključuje v BTC-ju. Verjamem, da bodo ljudje prišli, se pravi jutri v soboto 23. pa imamo odprtje, uradno odprtje naših prostorov, tako da vsi vljudno vabljeni, predvsem pa seveda na treninge in na vadbo. Treninge in vadbo, dejali ste tudi, da bodo zdaj starši lahko počakali svoje malčke. Kako bodo pa ti prostori odprti, oziroma kakšen je delovni čas? Da, imamo različne skupine. V ponedeljek imajo otroci od 6 do pol 8, se pravi od 6:30 do 20 ure treninge, prav tako v sredo in petek. To je naša najstarejša skupina. Potem pa še imamo srednjo skupino, to je v torek in četrtek. To so otroci nekje do 8. leta starosti, ti pa imajo od 16. do 17. ure. S tem, da bomo tudi sedaj imeli še skupino vrtec. Ta bo tudi 2-krat na teden, za urnik se bomo še dogovorili, ker dejansko vpisi potekajo nenehno in otroci prihajajo skoraj dnevno.
Mogoče, če samo še poveva, koliko članov šteje vaš judo klub in zdaj ste že dejali, da boste imeli tudi vrteško skupino. Se pravi, kdaj se lahko začne oziroma kdaj se lahko pridružijo, pa do katerega leta potem lahko ostanejo v klubu? Vpisujemo otroke od 4. leta naprej, se pravi, prva skupina, se pravi od judo vrtec, je od 4. do 6. leta, potem je skupina do 8. leta, potem od 8. do 10. in se pravi, navzgor bomo popolnjevali skupine, kako se bodo tudi otroci starali in tudi rasli v znanju. Dejstvo pa je, da vsaj delati treba nekje 10 let v klubu. Mi smo bili ustanovljeni leta 2014 in se pravi delamo 3 polna leta in menim, da v tem kratkem času smo dosegli že kar nekaj, ampak še zelo velika in dolgo pot je pred nami. Mogoče zdaj res še samo za konec, je med judoisti oziroma med mladimi v Pomurju zanimanje za judo? Je, seveda, kot ste vprašali, nas je sedaj v klubu nekje 97, imamo tudi interesne dejavnosti na osnovno šoli 1, 2, 3, delujemo tudi v Pucuncih, tako da smo kar široko razvejani in dela je več kot zadosti, tako da vabljeni vsi, ki želijo delati tudi, pa seveda vabim tudi sponzorje, ne nazadnje, da nam pomagajo z finančnimi sredstvi in nas podprejo pri našem delu. Prav, najlepša hvala vam za obisk v našem studiu in seveda veliko uspehov in prijetnih treningov v novi dvorani. Lepo hvala, hvala za povabilo in se vidimo. Hvala. Na včerajšnji 26. redni seji so mestni svetniki potrdili predlog proračuna Mestne občine Murska Sobota za prihodnje leto, ki je rekorden in investicijsko naravnan. Je proračun presežkov. S kakovostno pripravo projektov načrtujemo rekordno črpanje evropskih in državnih sredstev, zaradi česar je ta proračun po svojem obsegu najvišji doslej. S proračunom bomo ustvarili ključno podlago za to, da zaključimo začete projekte in hkrati v uresničevanje zaženemo nove projekte. Vsem tem projektom je skupno, da z njimi uresničujemo zastavljeno vizijo Murske Sobote kot zelene prestolnice Pomurja. Mesta, ki je odločeno zagotoviti visoko kakovost življenja za vse. To je naša ključna prednost in to je zaveza našim ljudem. Da ustvarimo možnost za boljše življenje, varnost, samouresničevanje vsakogar in vsake, kakovostni in aktivni prosti čas, zdravo in zeleno okolje, spodbujajoč poslovni utrip in skrbno skupnost, ki priskoči na pomoč, ko je to potrebno. To je sobota, v katero verjamemo, to je sobota, ki je naš cilj. Drage gledalke in gledalci, na včerajšnji 26. redni seji mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota nam je nekoliko zagodla tehnika in je zmanjkal del seje, zato smo danes v studiu povabili svetnika Andreja Mešiča, ki nam bo predstavil tisti del, ki je na včerajšnji seji zmanjkal. Gospod Mešič, lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za povabilo. Žal se pač te neljube napake dogajajo. Pobuda je bila taka, da enostavno človek kaj pomisli, ko pride do takega dogodka, ampak vidimo, da ste šli naproti in enostavno dali možnost, da pobudo, ki sem jo podal na seji mestnega sveta, lahko sedaj tukaj priperem. Sama pobuda je tudi pobuda Škofije Murska Sobota. V njej smo se menili tudi z ostalimi svetniki in moram povedati, da ima podporo. Tudi drugi svetniki so ji dali podporo in tudi nagovornice. Tako opozicije kot koalicije bi lahko rekli. Tako da bi zdaj to prebral, tako kot sem včeraj podal to zadevo na seji mestnega sveta. Glavni Škofija Murska Sobota z dne 21.12.2017. Pobuda za ureditev trga prestolnice Svetega Nikolaja v Murski Soboti. Spoštovane svetnice in svetniki Mestne občine Murska Sobota. V letu 2019 bosta tudi Soboška škofija in Katoliška cerkev na Slovenskem obhajali priključitev prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu. V zvezi s tem v Soboški škofiji pripravljajo nekatera pomembna dogajanja, nad katerimi je prevzela pokroviteljsko slovenska škofovska konferenca. Za priključitev so bili zaslužni katoliški duhovniki in narodni voditelji, soboški dekan in tišinški župnik dr. Franc Ivanoci,
urednik katoliškega časopisja Jožef Klekelj starejši, rektor Ljubljanske univerze dr. Matija Slavič, zgodovinar dr. Franc Kovačič in generalni vikar za Prekmurje ter soboški župnik Ivan Jerič. V njihov spomin in zahvalo bi soboška škofija želela prenoviti trg pred stolnico in postaviti kipe slovenskih blagovestnikov svetega Cirila in Metoda ter duhovnikov ter kip svetega Nikolaja v krožišču Cankarjeve, Gregorčiča in Bakovske ulice. Soboška škofija tudi v mednarodnem prostoru postaja vse bolj prepoznavna sogovornica v mnogih slovenskih in mednarodnih vprašanjih. Soboški škof ob tem sprejema delegacije z področja cerkvenega, družbenega, političnega in kulturnega življenja iz Slovenije in sveta. Ob takšnih srečanjih se mnogi čudijo odsotnosti zgodovinskega spomina ob stolnici in v samem mestu. Obletnica priključitve prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu je tudi za Mursko Soboto kot prestolnico Pomurja priložnost, da pomaga pri obnovitvi trga, ki bi se poimenoval po svetem Nikolaju in pri postavitvi kipov. Zdi se, da se bo v bližini te obletnice zgodila tudi slovesna beatifikacija, razglasitev zablaženega božjega služabnega duhovnika Danijela Halasa. Takšna slovesnost pa bo v soboto privabilo množico vernikov iz Slovenije in drugih evropskih držav ter kardinale, škofe in duhovnike iz Vatikana in drugih škofovskih konferenc. V občinskem mestnem svetu občine Murska Sobota predajamo to prošnjo in se veselimo skupnega sodelovanja pri ohranjanju spomina na naše dedne časti. V Gospodu vas pozdravljamo. Monsignor dr. Peter Štumpf, soboški škof, Goran Kuhar, župnik, Goran Merica, kaplan, Andrej Lažeta, kaplan. Zdaj bom pa prebral še mojo pobudo za mestni svet, ker je bila prva obravnava proračuna, sedaj za drugo obravnavo. Za umestitev te pobude oziroma zadeve. Na mestni svet, spoštovani, na mestni svet občine Murska Sobota želim prenesti pobudo, katero je na nas mestne svetnike mestne občine Murska Sobota, na župana gospoda Jevška in na občino splošno naslovila škofija Murska Sobota. Razlaga. Redko kdaj imamo priložnost, da bi na piedestal postavili prekmurskega malega človeka. Prekmurje je tisočletja bilo v upravljanju nekoga drugega. Vera je bila tista, ki je pripomogla k ohranitvi naše kulturne identitete skozi stoletja. Mladi prekmurski človek je skozi stoletja ohranjal svoje korenine preko vere in svojega jezika. Prav je, da mesto Murska Sobota prepozna svojo kulturno identiteto preko tega malega človeka in postavi predlagana obeležja ljudem in simbolom, ki povezuje vse prebivalce občine in Prekmurja. Predlagam, da občina za naslednje branje proračuna v proračunu nameni ustrezna sredstva v višini vsaj 120 000 evrov za izgradnjo predlaganih obeležij. Gospoda župana zato naprošam, naj uredi, da se bo občina preko svojih odborov in predstavnikov povezala z odborom, katerega je imenoval soboški škof Monsignor dr. Peter Štumpf. To je to. Prav. Najlepša hvala. Hvala tudi vam za razumevanje in seveda za obisk v našem studiu. Hvala. Že 20 let se ljudje iz župnije in občine Razkrižje trudijo, da polepšajo božično-novoletne praznike. Več pa v izjavi župan občine Razkrižje Stanko Ivanuša. Poglejmo. Ja, res je, že 20 let se trudimo ljudje iz občine in župnije Razkrižje, da bi vsem vam olepšali božično-novoletne praznike in res je letošnje leto jubilejno 20. Hkrati pa glavni organizator te predstave je naše Razkrižsko turistično narodopisno društvo, ki pa ravno letos obhaja tudi svojih 30 let uspešnega delovanja. Tako da vas prijazno vabim, če boste imeli čas, da pridete na eno uprizoritev predstave. Prva je vedno na sveti večer, letos je to v nedeljo, 24. decembra ob 19. Naslednja ponovitev pa že v novem letu, 6. januarja ob 18. uri. Tako da eno ali drugo predstavo vas prijazno vabim. Dejala sva, da je to 20. leto uprizoritve, ko ste pa zdaj omenili, pa sta kar dve ponovitvi, tako da ponovitev same predstave je pa že veliko.
Pravzaprav v minulih 20 letih je bilo že 51 uprizoritev, torej naslednji dve bosta 52 in 53. Res je, da smo v začetnem obdobju imeli celo 3, 4, 5 ponovitev, ampak ocenjujemo, da je vsako leto ali vsako sezono zadosti, da dvakrat to predstavo uprizorimo. Kje konkretno pa bo na Razkrižju potekala ta predstava? Torej, kot vedno, ta predstava poteka pri našem znamenitem Ivanovem izviru, torej na Razkrižju, v enem čudovitem naravnem okolju, ki je sicer lepo za ogledati si predstavo, vendar je teren izredno težaven in tudi za nas amaterje je uprizoritev te predstave kar zahteven zalogaj. Tako da vabijo vse naše gledalce, da se udeležijo te vaše prireditve in si nekako tudi polepšajo te praznične dni. Ja, tako je, spoštovane gledalke in gledalci Ideje TV. Želim vam, da bi res letošnji Božič dočakali v nekem razpoloženju pričakovanja nečega lepšega, zlasti v prihodnjem letu 2018, da bi to bilo leto tistih pozitivnih dejanj, ki plemenitijo naše življenje, več miru, medsebojnega sodelovanja in razumevanja med vsemi ljudmi. Tisto, kar pa najbolj želim prebivalcem, odkoder tudi sam prihajam, torej prebivalcem na stičišču dveh sosednjih narodov, Slovenije in Hrvaške, pa želim, da bi naši voditelji na eni in drugi strani meje našli toliko modrosti, da bi te njihove probleme rešili njim v dobro in da bi tudi ob meji živeli srečni in zadovoljni ljudje. To je res moja iskrena želja za prihodnje leto. Kot vsak petek smo tudi danes za vas poiskali prosta delovna mesta. Preverite, mogoče pa katero od njih čaka ravno na vas. Pomoč pri vzgoji in izobraževanju tokrat potrebuje v osnovni šoli Kapela. Tam zaposlijo učitelja v oddelku podaljšanega bivanja. Z izobrazbo z področja pravnih ved lahko medtem kot višji pravosodni svetovalec na Okrožnem državnem tožilstvu Murska Sobota poskrbite, da obvelja črka zakona. Ponuja se še delovno mesto višjega svetovalca področja v razvojni agenciji Ipora Gornja Radgona. Potrebovali boste funkcionalna znanja organiziranja in svetovanja ter vodenja projektov, odveč pa ne bo tudi znanja angleškega ali nemškega jezika. Vas bolj zanima pomoč v pisarni pri administrativnih opravilih in disponiranju tovornih vozil? Poskusite srečo v ljutomerskem podjetju storitve Marko Filipič. Če pa vas odlikuje predvsem smisel za pisno izražanje in organizacijo, boste svojo sajnsko službo morda našli v uredništvu revije Glos v Ljubljani. Povezave do vseh prostih delovnih mest najdete na sobotainfo.com. Predpraznični čas je včeraj zaznamovala še ena prelomnica. Zgodil se je namreč zimski solstici, kar pomeni, da smo bili priča najkrajšemu dnevu in najdaljši noči. Tudi o tem bomo govorili v oddaji Vita. Zimski solstici je za naše prednike veljal kot edino pravo in naravno novo leto. Kelti pa so poudarjali, da se je prav na ta dan potrebno ustaviti, razmisliti o preteklem obdobju, hkrati pa usmeriti pogled naprej v nov čas, ko se vračata moč in svetloba. Priložnost torej, da se poslovimo od starega in pripravimo pot novemu. Pot tokratne oddaje Vita, življenje je lepo, nas je vodila v Moravske Toplice, kjer smo v termah 3000 odkrivali skrivnosti črno termomineralne vode in predstavili v Medico Wellness Center Thermalium. Potem pa smo se preselili v knjižnico, kjer smo se nedavno srečali z Marijo Ano Kolman, poznavalko sibirske fitomedicine, sicer pa tudi predavateljico in pisateljico, ki z nasveti pomaga pri telesnem, duševnem in duhovnem zdravju ljudi. Glede na to, da pri nas fitomedicina pravzaprav ni poznana, nekako zgubila se je ta sled z medicino, ki za zdravljenje uporablja izključno rastline, in zato želim ta znanja ponovno predstaviti ljudem. Gre enostavno za medicino, torej ali za zdravljenje ali preventivo s pomočjo naravnih rastlin. Več pa danes v oddaji Vita, življenje je lepo, ob 18:30 in 20:15. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o slovesnosti v Murski Soboti, o prihajajočem dnevu samostojnosti in enotnosti. Več si preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo precej jasno, več oblačnosti pa bo v vzhodni Sloveniji. Ponekod bo po nižinah megla, ki se lahko zadrži tudi večji del dneva. Kakšno vreme nas čaka čez praznike pa v nadaljevanju. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 8 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko in Lendavi namerili 3 stopinje, v Radencih in Murski Soboti pa 2 stopinji manj. Jutri bo precej jasno, več oblačnosti pa bo v vzhodni Sloveniji. Ponekod po nižinah bo megla, ki se bo lahko zadržala tudi večji del dneva, proti večeru bo možno tudi ob morju. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru okoli -1, dnevne pa od 7 do 8 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo megla, ki se bo pojavljala tudi ob morju. V višjih legah bo razmeroma toplo. V ponedeljek bo na vzhodu delno jasno, drugod se bo od zahoda postopoma pooblačilo. Zjutraj bo ponekod še megleno. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -4 do -1, dnevne pa od 4 do 11 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Lepe božične praznike in nasvidenje do prihodnjič.